Spletne prevare se ves čas spreminjajo in njihova žrtev je lahko prav vsakdo. S hitrim tehnološkim razvojem in digitalizacijo se pojavljajo tudi nove oblike kibernetskih groženj. Sumljivo ugodne ponudbe, zaloga izdelkov, ki so povsod drugod razprodani, ter brezplačna dostava povsod po celem svetu. Pri spletnih nakupih velja, da bodite pozorni in ne nakupujte pri sumljivih in neznanih trgovcih, za katere še niste nikoli slišali. Združenje Bank Slovenije je ustvarilo spletno mesto pazi.se, kjer opozarjajo na spletne in investicijske prevare. Več o lažnih spletnih oglasih in trgovinah nam bo povedala Tanja Zogovič, članica odbora za kartično poslovanje pri Združenju Bank Slovenije. Pokrovitelj današnjega pogovora je spletno mesto pazi.se. Plačilna kartica je vse pogostejši instrument brezgotovinskega poslovanja in kljub številnim varnostnim mehanizmom narašča število goljufov, ki se okoriščajo z zlorabo plačilnih kartic. Čedalje več je prav zlorab pri poslovanju po spletu. Nam lahko poveste, kateri primeri zlorab plačilnih kartic so ta hip najpogostejši? Najpogostejši sta dve obliki zlorab, in sicer prva je iz naslova lažnih spletnih strani ali oglasov. Navedeno pomeni, da kupujemo izdelke po zelo nizki ceni, z visokimi popusti in na koncu blaga ne dobimo. Druga oblika zlorab je pa malo bolj nevarna, in sicer govorimo o phishingu, ko posredujemo vse svoje osebne in kartične podatke, od davčne številke, PIN številke kartice, SMS, gesla, v glavnem podatki, kateri se ne smejo posredovati po elektronski pošti, po telefonu oziroma SMS-u ali preko telefona. Omenili ste spletna mesta, kjer prodajo zelo poceni blago, izdelke in pa phishing. Kako pa prepoznati, da gre za povezavo na spletno stran, ki ni varna? Kako sploh lahko ugotoviš, da te bojo lahko prevarali? Ne glede na to, koliko imamo izkušenj s spletnim kupovanjem, moramo biti pozorni. In sicer vedno je prvi korak, da preverimo spletno stran in njihovo domeno. Ukolikor je domena registrirana pred kratkim, oglašujejo pa, da imajo zgodovinsko tradicijo, v takem primeru je že sum, da gre za zlorabo. V zadnjem času je vedno več domene z imenom Slovenija ali Ljubljana. Takrat privabijo kupce, stranke in dajo občutek varnosti. Stranke kupujejo na tej spletni strani, sicer gre za lažno spletno stran, in izdelka nikoli ne prejmejo. Naslednja zadeva je pozornost pri tem, da preberemo forume, preberemo kontakte. Forume v tem smislu, da kakšne imajo izkušnje stranke, ali so že kupovali izdelek na tej spletni strani, pa tudi ali so bile kakšne zlorabe, ker večkrat tudi omenijo, da gre za zlorabo. Druga zadeva pa je informacije o sami spletni strani, kontaktni podatki, dostava, čas dostave, v glavnem splošni pogoji, vendar moramo tudi tukaj biti pozorni, saj namreč prevedajo v slovenščino, sicer gre za nepravilno slovenščino, ker lahko zasledimo tudi veliko slovničnih napak. To je tudi eno takšno varovalo, na katerega moramo biti pozorni. Pa ne glede na to, ali govorimo, najbrž prepoznamo to hitro, če govorimo o nekih izdelkih, ki imajo prepoznavno blagovno znamko in so izredno poceni, kar nekaj takih prevar je bilo po moje zdaj, ko je bil ta razprodaje na črni petek. Kako pa prepoznati oziroma kdaj posumiti na potencialno zlorabo plačilne kartice? Prva zadeva, in kar je zelo pomembna, je ta, ko prejmemo telefonski klic strani neznane osebe in od nas zahtevajo podatke, vnos podatkov, in sicer banke
kartični sistemi, podjetja in nobena finančna ustanova ne zahteva podatkov po telefonu. Druga zadeva pa je SMS ali elektronska pošta, kjer prejmemo elektronsko pošto in SMS in je spodaj povezava. Nikoli ne smemo klikati na povezavo, saj sama povezava potem zahteva vnos vseh osebnih in kartičnih podatkov. V nadaljevanju sledi, da ostanemo brez denarja. V nadaljevanju pa glede samih spletnih strani moramo biti pa pozorni na ceno izdelka. Koliko oglašujejo izdelek, da mogoče nekateri brendi, ki stanejo 1000 evrov, zdaj lahko kupimo za 100 evrov, ali očala za 200 evrov lahko zdaj kupimo za 15 evrov. V takem primeru se moramo zavedati, da gre za zlorabo. Namreč veliko takega oglaševanja je tudi na socialnih omrežjih, zato toliko večja pozornost. Ja, to ljudje potem pač klikajo, ker si pač želijo in si mislijo, odkril sem neko res spletno stran, kjer bom končno lahko si tudi jaz privoščil na stvar, ki je tako. Res je, pa tudi to mogoče v zadnjem času, v zadnjih mesecih je zelo veliko klicev iz naslova prodaje kriptovalut, kjer oglašujejo visoke dobičke. In v takem primeru gre za veliko zlorabo, kjer stranke tudi posredujejo vse svoje kartične in osebne podatke in na koncu ostanejo brez dobička in brez denarja na računu. Pa še eno tako se spomnim, jaz ogromnokrat dobim tudi pošto, ne vem, da sem nekje podedovala nek denar, da me čaka, da to in potem seveda spodaj tudi povezava, posredujte podatke, da vam bomo lahko ta denar nakazali. Ne? Tudi iz naslova loterije, nagrado smo prijeli, je veliko oglaševanja. Ampak v takih primerih karkoli nam obljubljajo, kjerkoli, v kakršnikoli primerih nam želijo posredovati denar, v takem primeru moramo biti toliko bolj pozorni, če gre strani neznanih oseb in se moramo zavedati, da gre za prevaro. Ker tudi banke vedno opozarjajo, da banka nikoli ne pošilja SMS sporočil v takem smislu, da moraš nekaj posredovati banke, ker banka vaše podatke v osnovi ima. Ne samo banka, tudi druga podjetja, tudi kartični sistemi, kakršnekoli finančne inštitucije pošiljajo SMS-e iz naslova varnosti ali pa v primeru kakršnihkoli obveščanj o transakciji, vendar če je v SMS-u povezava, v takem primeru se moramo zavedati, da gre za zlorabo. Banke tega ne pošiljajo. Omenili ste, da se preveri spletno mesto oziroma domena. Kako dejansko se lahko to preveri? Na spletni strani obstaja ime in sicer whoisdomena.tools.com, kjer vam točno prikažejo, kdaj je bila domena registrirana in v takem primeru, če ugotovimo, da je bila domena registrirana 3 dni nazaj, oglašujejo pa zgodovinsko tradicijo že 1 leto, v takem primeru vemo, da gre za zlorabo. To pomeni, da če prodajajo storitve, izdelke, ki so nizke vrednosti oziroma z visokimi popusti, preverimo domeno, kdaj je bila ta domena registrirana, ukolikor je bila nekaj dni nazaj, nekaj mesecev nazaj, je že lahko sum, saj namreč adidas.com oziroma Adidas Slovenija vemo, da imajo že dolgo časa tradicijo za prodajo svojih izdelkov, tako da v primeru domene Adidas Slovenija, ukolikor vtipkamo v samo spletno stran, bomo ugotovili, da dejansko je bila registracija opravljena mogoče kakšen teden nazaj ali kakšen mesec nazaj, čeprav vemo, da imajo že dolgo tradicijo. Recimo, take spletne strani so predvsem pri mladih zelo popularne, ki jih vabijo s temi znanimi, popularnimi blagovnimi znamki. Mladi potem se hitro odločijo za nakup, starši dajo kartice in potem na koncu, kot ste rekli, izdelka ni, ker je pač... Kot smo že omenili, poceni izdelki niso varni izdelki. V takem primeru lahko tudi na spletni strani preberejo Združenja bank Slovenije, pazi.sem, varni na internetu ali na spletnih straneh banke, kjer si lahko tudi pridobijo informacije. No, kolikor se izkaže, da mi vseeno postanemo žrtev spletne prevare in pride do zlorabe plačilne kartice, kaj moramo storiti?
Koga Ne smemo obvestimo? čakati, ne smemo čakati. Prvi korak je blokacija kartice. Lahko jo izvedemo sami, ukolikor imamo spletno banko, mobilno denarnico, oziroma ukolikor tega nimamo, v takem primeru pokličemo kontaktni center, ki deluje 24/7, ali pa se oglasimo v najbližji poslovalnici. Drugi korak je pa potem prijava na policijo. V vsakem primeru, sploh če gre za kakšne nakupe kriptovalut iz naslova phishinga, v takem primeru svetujemo strankam, da se takoj oglasijo na policiji, to se pravi prvo blokada, potem pa policija, ker je še možnost, da zaustavijo ta sredstva, prenos sredstev. Tretji korak je pa sama finančna reklamacija, namreč vsaka stranka ima pravico, da poda finančno reklamacijo, ki se pa obravnava individualno. Kakšen pa je postopek oziroma sploh upanje, da izgubljen oziroma vložen v narekovajih denar dobimo nazaj? Če smo zelo, zelo hitri in ne čakamo, zadevo blokiramo in prijavimo na policiji, policija in tudi banka, predvsem pa policija, imajo to možnost, da zaustavijo sredstva. In potem, ko prepoznajo recimo to spletno stran, nekje smo si pač omislili neko, bom rekla, bundo, ki smo jo hoteli kupiti, in se izkaže, da je ta spletna stran lažna, kako potem lahko dobimo ta denar nazaj oziroma kako v nekaterih primerih lahko dobimo, kot sem že omenila, vsaka reklamacija se obravnava individualno, v takem primeru predlagamo, da podajo finančno reklamacijo in čim več dokazil naj zraven priložijo. To pomeni maili, komunikacija s prodajalcem, karkoli razpolagajo, zraven priložijo k reklamaciji in zadevo potem posredujemo naprej preko kartičnih sistemov vse do trgovca. V tem primeru je kar veliko upanja, da dobijo sredstva nazaj. In potem te lastniki teh lažnih strani, potem so najbrž tudi sodno preganjani, ne? Težko verjamem, zato ker gre za res... Kot prejo spletno stran, gre za res enkratni dogodek, nekaj časa imajo odprto, potem pa, ko vidijo, da se zadeva zaustavlja oziroma ko blokiramo spletno stran, potem pa hitro zaprejo in spremenijo domeno, sicer samo eno črko lahko spremenijo in imajo že novo spletno stran. Nikoli konca. Nikoli konca. Zato moramo biti toliko bolj pozorni. Zato je res fino, da se pogleda recimo na spletno stran pazi.se, kjer res obveščajo o aktualnih teh stvarih, na kaj moramo biti pozorni. Čigavi pa so stroški ob zlorabi kartice? V takih primerih stranka ne nosi stroškov. Nam lahko še zaupate nekaj nasvetov za varno uporabo plačilnih kartic, kaj lahko tudi mi sami kot imetniki storimo za zmanjšanje tveganja za zlorabo? Seveda, kartice, mobilna denarnica, spletna banka, to so vse varne aplikacije, dokler ne posredujemo podatkov. Če govorimo o posredovanju podatkov, mislim v tem smislu, kot je davčna številka, PIN številka kartice, SMS geslo, kjer lahko prevaranti dostopajo do naših računov. V takem primeru, kolikor prejmete kakršnokoli mail, SMS ali telefonski klic, nikoli ne posredujte podatkov. To je prva ključna zadeva, na katero moramo biti pozorni. Druga zadeva je, sami se malo ozaveščamo, berimo, veliko objav je, banke pošiljajo objave preko televizije, radija, preko socialnih omrežij, preberimo, vzamemo si minuto časa, bodimo pozorni, kaj se dogaja, obveščanja je veliko, vendar če ne preberemo, potem tudi ne bomo o tem seznanjeni. Ja, seveda, potem temu ni. In tretja zadeva je, ne verjemimo visokim dobičkom, ker namreč in donosnostjo, ta donosnost ne obstaja, predvsem iz naslova nakupa kriptovalut, kakršnih koli obljub ali iz naslova ljubezenskih prevar, to se pravi, če je kakšna oseba, ki nam obljublja karkoli in v takem primeru od nas zahteva denar, v vseh takih konkretnih primerih takoj prekiniti komunikacijo. Mogoče opozorilo, znajo biti vztrajni, še vedno kličejo, še vedno pišejo, vendar moramo v takih primerih ignorirati, pa tudi je priporočljivo, da se prijavi na policijo. Tanja, najlepša hvala. Še enkrat za več informacij, še bolj podrobno se lahko obrnete na spletno stran pazi.se, kjer res redno in zelo
aktualno in profesionalno obveščajo o vseh spletnih prevarah. Hvala.